Danes vam predstavljamo, kako naredimo dobro zemljo za balkonske rastline. Spet je z nami Tomaž Čufar. Tomaž, kako torej pripravimo dober substrat za balkonske rastline, kot je Balkon Mix? Dober substrat mora biti sestavljen iz deleža belih in črnih šot. Dodamo nekaj kokosove šote za boljše vzdrževanje pH-ja, tega približno 3 pesti. Potem tej osnovni mešanici dodamo minerale, to je kameninska ali dolomitna moka, zato da znižamo oziroma povišamo pH, izboljšamo mineralno strukturo kot mikrostrukturo tal. Dodamo še grobo belo šoto, te rahlo večji delež kot črne šote. To je v bistvu zdaj osnovni nulti miks. Temu dodamo vulkanski plovec. Vulkanski plovec ima nalogo, da nam v tleh daje zračnost in zadržuje hranila in vodo. To so v bistvu zeolitni tufi. To so dokaj trajni materiali, zaradi tega take zemlje ne vržemo nekam v biološke odpadke, ampak jo na koncu sezone postavimo, vržemo na kompost ali udelamo vrt, ker ti materiali bodo še tisočletja drugače delovali, nas zanima vsaj kakšnih par let. Dodamo perlit, ta mešanica ima noter 5% perlita, toliko. In ena glavnih, bolj specialnih komponent je zeolit. To je aluminosilikat, ki ima zelo veliko sposobnost zadrževanja vode in hranil, podobno kot plovec, samo da je tukaj to na višjem nivoju, on res zadržuje težko dostopno vodo. No in tako mešanico dobro premešamo, seveda ne smemo jo z mikserji premešati, ker takrat uničimo strukturo bele in črne šote. Vedno delamo samo na gravitacijskem mešanju, ne pa na prisilnem mešanju, če bi imeli slučajno mlin ali kaj podobnega. No, temu substratu je potem potrebno dodati še hranila. Dodajamo en delež organskih hranil in večinski delež, 70%, dodamo posebno štartno gnojilo, ki ima razmerje 14, 16, 18. To je gnojilo, ki deluje 2 meseca, ampak 2 meseca za manjše rastline, tako da realno po enem mesecu take zemlje začnemo dognojevati. To je zemlja, ki vidimo, da je bolj groba, ima vlakna, ona se ne zasiči, kadar recimo preveč zalijemo ali kadar pada dež, ima vse mineralne osnove, ki jih dober substrat potrebuje, ima trajno zaradi teh dodatkov mineralnih in grobe šote in ima dobro vsebnost hranil in ta hranila se počasi zadržujejo in sproščajo skozi daljše obdobje. V tak substrat v bistvu lahko sadimo večino balkonskih rastlin, ali so to klasične vrste pelargonije, ali so strukturne rastline. V glavnem sadimo tudi surfinije, čeprav za surfinije damo malo manj mineralov zaradi pH-ja in malo večji delež kokosove šote, se pravi, receptur takih zeohum substratov je več kot 50, ampak dejansko v ta osnovni substrat za balkonske rastline lahko posadimo praktično vse rastline. Se pravi, substrat je končan. Hvala za recepturo. Jaz pa priporočam, da tudi to leto se vsi tisti, ki boste sadili balkonske rastline, odločite za Balkon Mix.